Torej, ekipe se bojo zbrati Toni. Tako da pozdravljamo vse štiri ekipe, ki imamo prositno zložili za osnovno šolo. Najprej pozdravljamo seveda domačine, predstavnike košarkarske šole Sani, ki jih vabimo tudi za prvo šolo. Košarkarska šola Sani, dajte velik aplavz domačinom, košarkarjem iz Slovenske Bistrice. Pozdravljamo seveda tudi košarkarsko ekipo Zlatorog iz Laškega, košarkarji Zlatoroga, stopno tulejo. Pa potem košarkarska ekipa Radenska iz Murske Sobote. Tule za tretjo žogo, košarkarji iz Murske Sobote. In pa seveda še četvrta ekipa, košarkarski klub Branik Maribor, Mariborčani. Vabljeni tudi Mariborčani na tole koridor. In pa seveda en aplavz tudi za košarkarski klub Branik Maribor. A takole so torej vsi košarkarji, to so košarkarji, ki se danes borijo za mesto v velikem finalu. Več o tem, zakaj pravzaprav gre, pa nam bo povedal oziroma zaupal Miha Fritva. Miha, kaj lahko rečemo pravzaprav drugi regionalni turnir? Kaj vse bo dobila ekipa oziroma zakaj se med Anglije borijo? Najprej lep pozdrav tudi iz moje strani, moram reči vsem organizatorjem, torej Sport kluba, da se iskreno zahvaljujem košarkarski šoli Sani Večerovič za to, da je inspirirala organizacijo tega drugega regijskega turnirja. Da malce povem o vsem celotnem projektu, kako je Sport klub v vseh državah, ki je svojim kanalom pristopen, torej športnimi programi, pripravlja takšne turnirje in vsaka država bo potem dobila enega zmagovalca, ki bo odšel v neki srok oziroma v sprednjo, ko je zaključil turnir četverice Eurolige v Beograd, tudi na turnir mlajših selekcij. Torej, to pomeni iz Slovenije, iz Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine in Makedonije po en zmagovalec. Tam pa se nam bodo pridružili še podmladki ekip, članskih ekip, ki bodo dejansko nastopile na Final Fouru Eurolige. Tako da bomo imeli top 10 v Beogradu letos, mogoče prihodnje leto v Sloveniji ali pa na Hrvaškem, skratka sledilo se bomo v vseh državah, kjer je Sport klub s svojimi športnimi kanali seveda prisoten. Kot ste malce tudi sami že opazili, so fante dobili tele drese, zakladne drese, ki bodo seveda ostali potem tudi v lasti teh košarkarjev. To je na nek način delež našega Sport kluba kot takšen. Mi smo ponosni in veseli, da jih te drese svoji fante tudi nosijo, da se razkvarjajo med seboj med samimi tekmami. Mogoče še tole, v Sloveniji smo pripravili oziroma smo v teku 4 takšnih turnirjev, včeraj smo bili v Vranskem. Danes smo tule pri vas, potem pa pravimo še na začetku marca v Domžali in pa Sežano. Skupen zaključil turnir četverice vseh posameznih zmagovalcev, potem tudi v enem izmed teh mest, ki se bodo tam vrstili, kot že rečeno, naslednji korak sledi v Beogradu. Marce ste tudi sami že videli, gre za povsem športno fair play tekmovanje, ne toliko s poudarkom na točkah, na zmagah. Predvsem želimo, da imajo fante možnost, da naredijo napako, da napravijo korake, da izgubijo žogo, pa zaradi tega niso na noben način kaznovani. Tule gre tudi naš apel nad trenerjem, da dajo tisto noto tekmovanosti morda na teh turnirjih malce v stran in da predvsem poskrbijo, da vseh 12-14 košarkarjev dobi zelo umerno minutažo. Z naše strani se zdi tole fair, starši morda z aplavzom lahko to potrdite, če je tale storitev prava. Hvala lepa. Še enkrat torej iskreno hvala organizatorju, Matjažu Čuješu, Matjažu je tudi moj trener, mimogrede, ko sem sam približil nekaj starosti, zato sem se takoj obrnil na. Hvala lepa seveda tudi Matjažu Smodišu, ki je ambasador tega našega projekta, dnevno da gre za legendo slovenske košarke. Poskrbel je za to, da smo uspeli na nek način iz njegove garaže prenesti tudi vse lovorike, ki jih je Matjaž v Euroligi osvojil. Tam nazadnji so na ometi, so nam in na zadnje, ki se ne tudi za takšno fotografijo, fante bo tudi še podpis Matjaža Smodiša se drži. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Vabim, da se nam pridruži še ambasador projekta Basketball Kids
Matjaž Svelič. Matjaž, pravzaprav tisto, kar lahko rečemo, je, da je to res neka lepa priložnost za otroke, da se združijo, seveda tudi za starše, da lahko pridejo in ponosno ploskajo za svoje otroke. Kako ste mogoče sam učinili še čisto tega projekta? Dobar dan, lep pozdrav, sem skupaj. Verjamem, da je bistvo projekta, da se mladi fantje pokažejo svoje najboljše luči, vsem razkošju talent, kot smo tudi na tem prvih tekmah, vsem nam staršem, nasprotnikom in naprej. Tako da očitno za prihodnost slovenske košarke se ni bati, interesa je veliko, očitno je zlata medalja evropskega prvenstva potovala nasičenosti mladih košarkarjev, tako da mislim, da vsi z veseljem spremljamo in podpiramo take zadeve. Verjamem pa, da so starši premalo cenili v teh zgodbah, kot sam sem oče tako priprično dribljale ustne, da bi prosil vas, mladem, da drugi košarkarje, dati en aplavz vsem staršev, se natrudnil, več kot zaslužijo, so njihovo podpiranje in tako. Hvala lepo, drugače mislim, da so take zgodbe sploh kluba izredno pomembne, vseeno sem se pridružil, mislim, da vsi mi uspešni športniki na vseh področjih športnik moramo pomembno take zadeve, nekaj minimum, ki ga lahko vrnem športnom. Mogoče na tako aplavz se vrnem? Matjaž, a obstaja točna anekdota, točna stvar, na katero se spomnite, ko pomislite na to, kako ste vi pred 12-13 letih igrali tovrstne turnirje. Je točna taka zgodbica, iz kakšne tekme, ki je vplivala na kasnejšega Matjaža Sveliča, ki je osvojil vse tiste zadovoljke? Ja, no, te zgodbice ter nekaj mogoče najbolj bila, da sem šele pri svojih, kako vrem 16-17, končno zašel do 30, se mi bil prav, ker sem prišel tudi na rodnik in naprej, da sem potem lahko teh ekipah prosil, da me naredijo 30, zato sem bolj prišel tudi naprej. Drugače pa najlepše skupnosti časa so se zelo kulturne aparate, ki so še danes pomembno del spomina življenja. Najlepša hvala, Matjažu Sveliču. Seveda pa ste vsi otroci, vsi košarkarji, tudi starši imeli priložnost temle pogledati v vitrino, kako se je Matjaž v svoji bogati košarkarski karieri osvojil, med drugim seveda tudi evroligaški naslov, naslov MVP-ja. Vse to bo seveda lahko videli takle v vitrini in se seveda tudi fotografirali z nami. Hvala, Matjaž, da si z nami kot ambasador in hvala, ker ste prinesli vse te odlične medalje in plakete. Hvala še enkrat Matjažu, še nas skupno fotografijo bomo stali na koncu, vključeno se zapleče že med sabo rdeči in beli in rdeči. Tako lepeče se pomeša, če ne bomo preveč. Danes je del druženja, kar pomeni, da pojte še malo vse. Beseda pomešaš vse, pomeni, da se zmešamo. Evo, vas sedem na gre tjale, na konc, pojte, kar se. Evo, tole bo super. Seveda vabimo tudi trenerje, ki se skrivate v zadnju, vabeni, brez vas tudi ne bodo ničesar. Takole in kot vedno, fotografije so veliko lepše, če je v zadnju aplavz. Tako da vemo en aplavz vsem sodelujočim. Zdaj pa še ena vesela, nasmejana. Kako se odzovete, ko so igralec za nami trojko? Jej, ne, res. Zadev ste trojko in vsi skočimo v zrak in smo ful veseli in to je 3-4-zdaj. Evo, to smo rada. Najlepša hvala. Čestitke in še enkrat aplavz vsem otrokom, ki so naredili na nekem drugem regionalnem turnirju v Slovenski Bistrici. Pred nami pa že tretja tekma in sicer Za začetek se moramo nekako spomniti
tistih časov, ko je bil tudi Sani Bečirović nekako takole 12-13-letni košarkar. Kako se je pravzaprav pri vas začeli in koliko so vam pomenila tista otroška leta za gojiti ljubezen do košarke? V bistvu pri meni je glavni krivec za to bil Memi, ki je treniral vse od pionirov do članov, v bistvu vse generacije takrat Slovenske Bistrice. Jaz sem pa kot mulo večinoma časa preživel sicer v drugi dvorani, osnovnošolski dvorani z njim in tako se je rodila ta ljubezen do košarke. Kar se samih tekem tiče, je pa bilo tako, da pač enostavno sem komaj čakal, da pridejo vikendi, da se lahko pomerim z ostalimi fanti moje generacije. Pravzaprav je to tudi eno od poslanstev turnirja Basket for Kids, da se otroci nekako spoprijateljijo drugi z drugim in da dobijo izkušnje. Kako mogoče sami ocenjujete potem, kar ste danes videli, pomen takih turnirjev za razvoj teh košarkarjev naprej? To je mislim, zelo pomembno, da imajo te tekme, da imajo ta druženja, kajti samo na tak način lahko vidijo, koliko dejansko napredujejo. Druga stvar pa je ravno to, da se nekako spostavijo ta prijateljstva, kjer imaš prijatelja v vsakem koncu Slovenije, recimo kamorkoli greš, se lahko na nekoga obrneš. Na višjem nivoju se to potem razširi po celi Evropi ali pa svetu in to je pa tisto, kar ti šport daje in kaj je v bistvu smisel športa, torej res, da je to prijateljsko druženje, ki ostane potem za celo življenje. Sami ste ustanovili košarkarsko šolo, kar pomeni, da tudi dobro se zavedate tega, kako pomembno je gojiti naslednjo generacijo košarkarjev. Kaj je mogoče tisto ključno, kar poskušate nekako iz vašega košarkarskega znanja posredovati tem otrokom? Pa v bistvu mislim, da nima nič z znanjem veze. Ima veze s tem, da se moraš imeti fajn na igrišču, da je to ne glede na vse zabava, vsaj do neke mere more biti, kajti če je že to na začetku stres ali pa ne vem, breme za otroka, pol bo tudi na dolgi rok zelo, zelo težko, da bo fant užival v tem. Torej, prvotno mora biti res tisto veselje in pa uživancija, da se lahko izražaš na igrišču. Še zadnja stvar, je kakšna taka zanimiva anekdota Sanija, ko je bil star 12-13 let, s kakšne tekme, je bila kakšna taka izkušnja, ki je močno vplivala tudi na kasnejšo kariero? Jih je kar dosti. Če bi se mogel spomniti ene, mi zdaj na pamet ne pride nič, ampak jih je verjetno kar precej. Mogoče kakšne Slovenske Bistrice, glede na to, da smo danes v vašem domačem kraju? Mislim, če že bom potem mamo izpostavil. Mami so prepovedali v prvi vrsti sedeti, zato ker je enkrat sodnika z dežnikom skoraj potegnila, ker ni sodo favla na meni, tako da smo jo pol prestavili v zadnjo vrsto gor, ker je bila nevarna za vse. Ampak drugače je pa bilo pestro, veselo. Nekako imam res najlepše spomine na to, ker je bila tista pristna ljubezen z vseh strani, od navijačev, kluba, mesta in se pravim, na mene je to pustilo tisti močen vtis, da sem potem še mnoga leta res igral z veliko ljubeznijo ta šport. Najlepša hvala za pogovor, pa veliko uspeha še naprej. Malenkost, hvala vam. V bistvu, kako se mogoče tudi sami spominjate vaših začetkov, kar se košarke tiče in na kakšen način vidite podobnost pri teh košarkarjih, ki jih spremljamo v sklopu projekta Basket for Kids? To so sigurno zelo lepi spomini, tisti prvi meti oziroma bolj bi temu lahko rekel lučaji na koš. To so bile pač tiste osnovne šolske avanture oziroma dnevi, mislim, da konc 3. oziroma začetek 4. razreda, moji prvi stiki s košarko, ki bojo zavedno pač ostali del spominov in del mojega življenja. Najbolj se spomnim, bom rekel, prijateljev oziroma takrašnih soigralcev, sošolcev, ki so z mano to vrlino poskušali osvojiti. Še dan danes se sigurno, ko se srečamo s temi bivšimi sošolci, dostikrat pošalimo na ta račun in tako naprej. Tako da verjamem, da so podobne zgodbe tudi prisotne pri vseh teh fantih, ki jih te dni gledamo na teh turnirjih. In bojo večni prijatelji, večno jih bo ta zgodba povezovala. Verjamem pa, da tisti, ki bojo šli v Beograd in bojo končni zmagovalci vsaj slovenskega dela, bo to nekaj, na kar bojo ponosni celo življenje, tudi če ne ostanejo v športu in tako naprej. Radi izpostavimo, da so tovrstni turnirji odlična priložnost, da igralci naredijo kakšno napako, predvsem zato, da začnejo uživati v košarki, da se zavedajo tako vzponov in padcev. Zakaj je to toliko potrebno izpostaviti, sploh pri otrocih, pri teh mladih letih?
Ja, jaz verjamem, da to je zato, ker pač življenje nas uči, da na svojih napakah se nekako najbolj naučiš. Ne. Lahko ti starš, prijatelj, dedek, učitelj, trobezla naklada dneve, kaže posnetke, kako je nekdo naredil napako, ampak dokler se ne boš opekel na svoji koži, nekako se tega ne boš naučil. Tako da verjamem, da tisti najbolj sposobni to prvino osvojijo že prej in pač že pri tehle rosnih pa prvih košarkarskih korakih izvlečejo maksimum, nekateri pa malo kasneje. Tako da je res pomembno, da vsi igrajo, da vsi delajo napake in se iz tega učijo in napredujejo in uživajo. Ne. Ena stvar, ki ste jo zelo dobro izpostavili, so starši. Mislim, da pogosto pozabimo na to, da poleg trenerjev in igralcev seveda vse skupaj zelo močno povezujejo, sploh v teh mladih letih, njihovi starši. Zakaj je potrebno pravzaprav tudi nanje upozoriti in se jim zahvaliti za vse to delo? Tudi sam ste v tej vlogi zdaj, ko ste zaključili s košarkarsko kariero. Ja, res je. Jaz mislim, da so starši ključnega pomena v vseh športih. Da brez njihove podpore, tako psihološke kot finančne, se večino športa v Sloveniji ne bi mogli oziroma ne bi imeli pomladka. Če ne bi bili oni tisti, ki plačujejo te račune oziroma dajo za te prevoze oziroma pomagajo na tak ali drugačen način v klubu, bi bilo delo nas strokovnih nekih delavcev oziroma klubskih zanesenjakov skoraj da nemogoče. Oni so v bistvu naša podaljšana roka in oni so tisti, ki so v bistvu, verjamem, postali tudi selektori in trenerji. Prav je, da tudi oni dajo svoje videnje in input svojim otrokom. V bistvu je pa tudi zelo pozitivno za šport, na ta način pridobiš neke nove navijače, ne? Vsako novo generacijo, ki imaš, to pomeni novih 24 staršev, recimo v enem klubu, tako da to je sigurno nekaj, na kar ne smemo pozabiti in jih je treba pohvaliti. Lepo je videti, da se v bistvu toliko sekirajo na tribuni, da so v bistvu že vrhunski sodniki in da znajo tudi pokomentirati kakšno odločitev, da s kakšnim žarom in srcem pač to doživljajo. Nekateri mogoče tu malo drugače vidijo, da je to neka bolana starševska ambicija, ampak ne, jaz bi rekel, da je to najbolj normalna stvar, da vsak starš želi, da bi bili vsi njegovi otroci, predsednik ameriških držav, je najbolj bogati, najbolj uspešni ljudje na svetu in tudi najbolj normalna stvar in je to zelo, po moje, dobrodošlo v športu in pač to je treba na ta način gledati. Ne. Še zadnja stvar, pravzaprav ste videli en kup 12-13-letnikov. Imamo talentirane košarkarje in na kakšen način lahko rečemo, da je bil letošnji oziroma zdaj že lanskoletni naslov evropskega prvaka res fajn potencial oziroma fajn motivacija za novo generacijo? Ja, mislim, da se tle zelo lahko oceni, da pač ko vidiš otroka, ki mu je žoga nekako prirojena, ki mu je sestavni del telesa, ti je jasno, da talent obstaja. Mislim, da smo na teh dveh turnirjih, saj jaz sem opazil kar nekaj fantov, ki že pri teh letih zavidljivo obvladajo vse, bom rekel, prvine žogo, motorične sposobnosti in tako naprej, tako da mislim, da se za prihodnost ali pa interes mladih v košarki ni bati, sigurno pa tale zlata medalja je prišla ob najlepšem možnem času in v bistvu je zdaj odgovornost na nas, ki delamo v klubih, da pač izkoristimo to na najboljši možen način. Najlepša hvala za pogovor, pa hvala za ambasadorstvo seveda takega projekta. Z veseljem, hvala vam. V bistvu že leta seveda delate z otroci in točno veste, kakšen način jih je potrebno motivirati. Kaj mislite o današnjem turnirju, zakaj je ta poseben? Prvič je poseben zato, ker je to neko tekmovanje, ki ga še ni bilo. Ne? To pomeni, otroci sicer ne poznajo te bivše skupne države, ampak poznajo pa igralce, košarkarje, ki prihajajo iz tega in pa starši so jim sigurno povedali kak in kaj in jim je to sigurno zelo zanimivo, da bi mogoče se uvrstili tudi na ta zaključni turnir, ki bo v Beogradu. Po drugi strani je pa fajn to, da je prišlo nekaj novega na naš, bom rekel, košarkarski trg in da tudi otroci imajo to neko mednarodno tekmovanje, kjer se lahko primerjajo z drugimi, kako delajo. Na kakšen način lahko rečete, ste seveda v Bistrici, Slovenski Bistrici izjemno ponosni na košarkarsko tradicijo. Videli smo danes tako Sanija, kot seveda je ta tradicija precej širša in bolj obsežna. Na kakšen način lahko rečete, zakaj je Bistrica košarkarsko mesto? Pa poglejte, to je nekako tradicionalno, tukaj klub ali pa košarka v Bistrici obstaja že vsaj 50 let.
in vedno je bil nek fant, nek košarkar, ki je naredil nekakšno kariero, torej začenši od Samota Gruma do Sanja, zdaj Klemen Prepelič v tem trenutku, Jure Pelko in vsi ostali. In ljudje nekako imajo radi košarko, že od nekdaj se enačijo za košarko, tu so tudi športne dvorane, infrastruktura, veliko staršev se je bavilo tudi za košarko in da tudi njihovi otroci nadaljujejo to tradicijo, tako da Bistrica je dejansko košarkarsko mesto. V bistvu kot domačini turnirja vas moramo vprašati, na kakšen način gledate na to vrstne prilike, da se takole srečajo ekipe, otroci in v bistvu odigrajo eno zelo neobvezno, resmo skoraj trening tekmo. Jaz bom rekel, res smo hvaležni, da smo lahko in organizatorji, kot tudi, da naši fantje imajo priložnost odigrati tekme tudi proti nasprotnikom, s katerimi se ne srečujemo med ligo. Tako kot ste sami rekli na otvoritvi, torej prednost je, da se fantje družijo, da uživajo v športu, da uživajo v igri, ki se imenuje košarka. To je glavno. Rezultat ni v ospredju, mi pa smo zelo veseli in hvaležni, da smo lahko bili kot organizatorji izbrani. Definitivno seveda hvaležnost tudi z naše strani. Na kakšen način lahko rečete, kaj poskušate reči fantom, ko jih mogoče malo zagrab tista panika, malo tekmovalnega naboja, kako vse skup sprostiti in jim dati tisto občutek, da res morajo uživati? Ja, v bistvu to je največji izziv za nas trenere, zato ker iz psihološkega vidika jih moramo pripraviti na neke takšne trenutke. Sedaj je definitivno na tej tekmi pokazal, da so bili psihično dosti bolj zbrani. Sam sem jim povedal v garderobi, da niso pod nobenim pritiskom, je pa res, da srce bo na koncu zmagalo. Super, še za konec v bistvu samo ena stvar, ki jo velikokrat pozabimo omeniti. Poleg trenerjev in otrok je seveda tudi danes vidno na tribunah izjemno pomembna vloga staršev. Na kakšen način sami poskušate v košarkarski šoli Sani spodbujati starše? Predvsem delamo na odnosu, ne samo z igralskim kadrom, ampak tudi z starši, da smo vsi povezani, da smo vsi ena enota, ena ekipa. Tako da res na tem mestu se jim lahko zahvalim za vso podporo in da so res pridni. V bistvu vas moram za začetek vprašati, na kakšen način gledate na to vrstne turnirje, zakaj se vam zdi, da so tako pomembni za otroke v tem letu starosti? Meni je najbolj pomembno, da je čim večja baza otrok in super organizacija. Vsa čast ljudem, ki so se za to zadevo spomnili. Na konec koncev danes ni pomembno, kdo zmaga. Važno je za slovensko košarko, da bomo imeli čim večjo bazo v bodoče. Sigurno je med otroci, pa tudi mogoče trenerji, ta naboj, ampak vidite, da trenerji sodelujemo, da gledamo fante, da spremljamo. Res pa je, da je teh stvari bistveno premalo, da bi se otroci imeli v teh zgodnih letih, ki je zelo pomembno za motivacijo. To pomaga tudi trenerjem, da je to nekaj več kot sama tista liga in otroci imajo radi druženje, otroci radi tekmujejo, ampak predvsem je to pomembno, da so čim manj pri računalniku in te glih medijske stvari, ki jih toliko radi opazujejo, se primerjajo z vrhunskimi igralci in trenerji težko dopovemo, da dejansko so to še oni vseeno otroci in tu te stvari, ki so in bojo zelo pomagali, da bojo otroci imeli možnost sebe enkrat videti in še enkrat ponavljam, vsa čast organizatorjem, vsa čast ljudem, ki so danes prišli spodbujati, vsi so prišli, verjamem, z enim samim namenom, da pomagajo svojemu otroku, da ga pripeljejo tudi vsa čast staršem, ker če ne bi bilo staršev, tudi bi mi zelo težko kakorkoli organizirali, jih motivirali in res ni se bati za slovensko košarko, to, kar smo danes videli. Če nam uspe, da ti fantje igrajo skozi puberteto še košarko, čim dalje, mislim, da smo dosegli svoj namen. Vsa čast vaši televiziji, vsem vam, ki ste prišli to organizirati, kdo je kadarkoli kaj podobnega organiziral, ve, da to ni lahko in želim še enkrat pohvaliti vse otroke od prvega do zadnjega, vse starše, ker so dali en lep dan slovenski košarki, televiziji, vam, kanalu, tem ljudem, ki so to uspeli organizirati. Res lepa hvala vsakemu posamezniku, predvsem je pa zmagala na koncu skupaj košarka in za košarko v Sloveniji se ni bati. Podpora tudi ostalim jugoslovanskim republikam, ker to je tisto, kaj združuje, šport ne pozna meja in to je tisto odlično, kar lahko gradimo in damo tem mladim, ne računalnik, ne kompjuter, naj gledajo vaš kanal, naj gledajo košarko in naj gledajo, če bo možno, tudi posnetke, da bo imeli to za spomin. To jim bo vedno ostalo
in bojo vračali, usmerjali svoje otroke v šport, kar je v končni fazi vsem skupaj naš namen. Najlepša hvala za pogovor, pa čestitke, uspešno še naprej. Hvala lepa tudi vam. V bistvu za začetek vas moramo vprašati, kako gledate na to vrstne turnirje. Domnevam, da je to res ena fajn šola tudi za mlade, za otroke, da na ta način nekako nadgradijo vse tiste trening ure, vse tisti trud, ki ga pustijo takrat. Ja, prvo hvala lepo za povabilo. Smo se z veseljem udeležili zelo spodbudne akcije, kajti moja filozofija je, da otroki v tej starostni kategoriji še vedno odraščajo čustveno, fiziološko in rabijo veliko kilometrine, da pač dobijo izkušnje, ki jih uporabijo v kategorijah U15, U17. Zato je tudi nam zelo prav ta turnir prišel, ker imamo pauzo med ligo v državnem prvenstvu. Imamo nekaj bolezni, manjka nekaj igralcev, ampak smo se udeležili z veseljem, ker so vsake take tekme zelo dobrodošle. Vedno se učimo na napakah, trenerji smo tukaj zato, da igralce usmerjamo v pravilno pot. Moji fantje so malo prestrašeni, jih cel čas spodbujam, da si naj upajo igrati. Upam, da do zadnjo tekmo se malo bolj sprostili, pa malo več pokazali, kaj znajo. Drugače pa smo zelo zadovoljni z samo akcijo, ki se dogaja po celem Balkanu, kar je zelo spodbudno. Mi se tudi udeležujemo enega turnirja v Sarajevu, tako da smo bili zelo veseli, ko je to pač se razširilo po celi bivši državi. Še za konec v bistvu eno vprašanje, kar se tiče same motivacije otrok. Jaz domnevam, tako ko jih vidim, vsi razposajeni, razigrani, kako nekako miriti vse to skupaj in kako potegniti tisti talent iz teh otrok? Ja, otroci so pač zelo različni karakteri in rabiš mogoče en trenutek, da ugotoviš, en je bolj tih, en je malo bolj divji in bolj tako tudi nastopaš do njih. Naprimer, enemu fantu malo bolj z blago besedo rečem, ga zmotiviram, pa je uspeh. Enega fanta pa mogoče moraš malo bolj z trdo besedo prijeti, pa še se le takrat motivira, oziroma zelo dobra motivacija je pa danes bila Sani Bečirović in Matjaž Modić. Tako da upam, da je to bila velika motivacija za naprej in se veselim naslednjih treningov z njimi. Super, najlepša hvala za pogovor, pa čestitke. Ja, hvala. V bistvu bi samo vprašal, na kakšen način lahko rečete, da so takšne tekme pa takšni turniri pravzaprav za otroke do 12-13 leta res izjemno spodbudni za pridobivanje izkušenj? Ja, v prvi vrsti je v bistvu sam važno, da igrajo čim več tekem z čim več nasprotniki, da se trudijo in s tem mislim, da pridobivajo izkušnje, trenirajo redno, trenirajo dobro, ampak ko igraš pa tekme z različnimi nasprotniki, pa seveda so različni pristopi, različni vhodi, različni rezultati tudi na koncu in jaz mislim, da čim več tekm je čim bolj za te mlade fante, da na koncu mogoče kdo postane tako uspešen, kot sta bila Sani pa Matjaž. V bistvu je najbrž tudi zelo posebnost to, da imaš takole v enem dnevu priliko igrati s 3 različnimi ekipami, se mečkem prilagajati. Kako poskušate fantom povedati, da naj se zabavajo in ne izkoristijo vse skupaj kot poučno šolo? Ja, v bistvu ja, liga je tako sestavljena, da igramo turnirje, pa so pa na 2 tekmi, tu so zdaj 3, ne. Ja, v prvi vrsti se morajo zabavati, no, pač, ker če se ne zabavajo pri teh letih, pol bo to sam še večja presija, ko bojo rasli, to morajo zadržati kot zabava skozi celo življenje, pa mislim, da ne bo problema tudi pol na koncu trenirati, ko je več treningov. Če ti je neki lepa stvar, da si vesel, ko to delaš, jaz mislim, da ni problem. Tudi če kako tekmo zgubiš, ni problem pol priti naslednji dan spet na trening, pa oddelati 100% maksimalno. Saša, povej mi, kako ti je všeč danes tukaj, kaj je tisto, kar je najbolj fajn? Všeč mi je, da se tukaj vsi zberemo, da se pomerimo malo med seboj, da pogledamo, či je katera ekipa boljša od nas in da pokažemo vse svoje, kaj znamo. V čem je pa razlika takole tekma v primerjavi s treningom? Najbrž je veliko lepše potem trenirati, če so take tekme. Ne, pri tekmah se kaj naučiš tudi, če igraš proti močnejšim, če si pa na treningu si pa včasih tudi na treningi so včasih lahko imaš zelo dobre dneve in ti se ogrejo notri, na tekmi pa nikaj ne pokažeš tako čist sen, kjer je boljše. Povej mi še, vidim, da se imate zelo dober, da ste dobri prijatelji med sabo. Koliko pomembno je to, da so v ekipi vsi povezani?
Pomembno je, da komuniciramo. Če ne bi bili dobri prijatelji ne bi komunicirali. In če ne bi bilo komuniciranja, ne bi bilo tekme in ne bi rekli naj prevzame ali kaj takega ali pa kakšna taktika, ali pa šutneš na koš, da mu poveš, da naj šutne, pa če tudi če zgreši, vsaj upa si je, da vrže. Kako si zadovoljen s svojo igro, kaj je tisto, vse danes je taka tekma, kjer lahko narediš kakšno napako, pa važno je, da se naučiš, pa da se imaš zabavno. Pa, srednje sem zadovoljen, lahko bi dal še tiste druga polaganja, ampak dobro. Glede na to, da sem 2,7, sem ponosen sam na sebe. Bo pa zdaj na zadnji tekmi še toliko boljše, ne? Ja. Evo, 5. Hvala. Povej mi v bistvu, kaj ti je bilo danes mogoče najbolj všeč na takem turnirju oziroma zakaj so taki turniri nekaj posebnega za vsakega mladega košarkarja? Predvsem zato, da se naučim igrati obrambo, ker to je višji nivo na košarke. Zelo sem seveda hvaležen, da sem lahko tu. Koliko ti je pa pomembno to, recimo danes smo videli tukaj in Sanija in Matjaža, vidiš te vrhunske košarkarje, ki se vsi zavedajo, kako pomembno je bilo, ko si pri 12-13 letih nabiral izkušnje? Ja, zelo cenim to, da. Ja. Kaj je kakšen tak dober nasvet, ki si ga dobil od Sanija? Pazi. Ja, zelo dober nasvet je bil, da moram zelo dobro kriti obrambo, da moram čez celo kriti, zato ker drugače mi bo pobegnil. Kako si zadovoljen s prvima 2 tekmama, kako ti je bilo to všeč oziroma na kakšen način misliš, da ste dobro upravičili vlogo? Ja, zdaj prva tekma je bila tako malo slabša, druga tekma je pa bila, prva četrtina je bila zelo slaba, no ampak pol tretja, druga in četrta četrtina pa sta bili zelo dobre. Super, najlepša hvala pa uspešno še na zadnji tekmi. Ja, hvala. Pa zelo smo hvaležni, da smo lahko tu. Mi smo zelo hvaležni, da smo lahko tu, ker ste zelo dobro organizirali vse skupaj. Ja, najlepša hvala.